Arja pride čez vse tole, čez te 3 dele, ki še prihajajo. More. Ok, danes je ponedeljek, ura je 20:14, po moji uri. Tole so Glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro, pižame ni, ker si je po 8 sezonah Game of Thronesa oziroma Igre prestolov pač vzel dopust s familijo, toliko o prioritetah in ga dejansko ni danes z nami. Zato pa sta z mano dosti boljša gosta, kot je pižamc. Hanna Stupica reč živijo. Živijo. Okay, in Roman Vučank reč živijo. Živijo. Sprav, Hanna riše, Roman se zna tepsti, jaz sem pa en model, ki ima mikrofone, tako da zato delamo ta podcast. In zdaj bom povedal še admin, valjda nas najdete v Aparatus Legitimna FB skupina na Facebooku, tako da nam lahko tam težite. In pa seveda ta podcast je sicer zastonj, ampak se splača, če nas podprete, ker potem se to lahko sploh še gremo. To pa naredite tako, da greste na podpri.si. Ful hvala vsem, ki podpirate, res jaz to najbolj cenim, ko vse to koordiniram, tako da res ful hvala. Zdaj pa, without further ado, se temu reče, gremo na, se pravi, 8. sezona, 3. del Igre prestolov. Kako se vam je zdel začetek? Bom tako vprašal. Hanna, lahko ti začneš. Dajmo vsaj s pričakovanji. Kaj si pričakoval? A je ta del na kakršen koli način upravičil tvoja pričakovanja? Ja, je v bistvu. Je. Mislim, v bistvu še boljš, kot sem mislila, da bo. Okay, močne besede. Mislim, jaz sem to pogledala zdaj, ne vem, če je pol ure nazaj in sem še tako malo paf. Vodo sem polila po tleh, potem, ne vem, malo so mi solze tekle, čist sem bila out. Tako da, ne vem, mislim, meni je ti začetek, kad tisti dortraki izginejo, kvarniki, ne? Ja, spoilerji bojo. Ja, res je. Pač, ti smo tako, oh my god, pa kar tako srce mi je začel. Okay, to mi je všeč, za mojega, ki je še čisto nahajpan, to je v redu. Roman, kaj pa ti pričakovanja in potem karkoli se je zgodilo naprej, brez podrobnosti, pa bomo itak šli v podrobnosti, ampak tako, da je sam overall občutek. Ja, jaz imam en privilegij tukaj. Jaz nisem pol ure nazaj videl epizode, ampak 1 uro nazaj. Da si se že umiril. Se že čist skuliral, nič vode ni na tleh več, solzit tudi ne. Tako, čist, damn straight cool. Pričakovanja, glej, ne, 1,5 ure fajtanja, kaj čem reči. Je bilo tam, check. Da je bilo nekaj presenečen, check. Da je bilo temno, absolutno. Jaz sem moral 2-krat začeti gledati, ker sem se moral stran od okna obračati in mi je bilo malo weird. Ampak, smo pogledali, smo preživeli. No, o tem se bomo itak pogovarjali, ampak zdaj, ki je Roman to že omenil in nekaj, kar je mene res preveč motil, ta tema, ne. Pač pretemno je bilo, to mislim, da se lahko vsi strinjamo. Vem, da nam začeli sam disati, ampak pač sploh prvih 20 minut. OLED. A ti si na OLED-u gledala dejansko? Ne, nisem, ja, okay. Ne, ampak si želim, da bi. Ne. Jaz tudi, ja, ker je bilo res je bila tema tako. In pa jaz čim vidim te teme, ne, si rečem, pa so šparali, ne, special efekti. Po resnici sploh ni bilo toliko special efektov, tudi tam, kaj je njih kazali na začetku, ne, kako vsi samo gledajo nekam, ne. Tako, kdo je to? Aha, ok, tako rabiš 1 sekundo, da dojameš, saj jasno. Pa jaz vam kar ok TV, pa tako skalibriran TV, s čimer se zelo pohvalim, ne. Pa je bila tema, no, tako ne vem, no. Jaz sem tudi pol malo nastaviti prešaltavala, pa medtem, prej sem imela na cloudu gor, ne, pa sem iz tam streamala, pa tako, kaj pa če bi dala to na USB pa noter in je bilo ful boljš. Ja, če ni nobene kompresije, je lepšne. Ja. Da, to je bilo tako in tako, da sem v bistvu pa pol ure tako, kaj pa če bi jaz to še malo mogoče izboljšala si izkušnjo in ja, res je bilo boljš. Ampak jaz sem začela nenadzorovano vino piti zraven, pol je bilo že. Dajmo še enkrat, pa da še jaz začnem vino piti. Pa gremo še enkrat posnet glave. Tis ne vem, če bi dejansko funkcioniral. Ne, drugač pa, ker je valjda pižamc, ni mogel iz svoje kože, mi je poslal mail
danes, ki je že prej gledal, napreden je odšel, ne bomo povedali kam, ne. Ampak tisti, ki je poslal, presežen, to je prvi njegov not, ne. Malce več svetlobe v prvem delu spopada. Mi je všeč, da je Roman to sam od sebe omenil, no, pa da je Hanna pa Oled omenila, ampak mislim, da smo bili vsi malo razočarani. Je pa res, ne, da je potem ta scena z dotraki, ne, se mi zdi mogoče malo bolj do izraza pride, ne, ko se pržge, ampak kle pridemo pa že do prvega comebacka, se temu reče, ne, oziroma don't call it a comeback, bi rekel LL Cool J, pa ste to referenco, ne, ampak The Red Woman se vrne, ne, Melisandre vleti. Melisandra, ja, ful je bilo dobro to, ker tako, itak, da je prišla nazaj, ne, itak mora umreti na tem kontinentu, ne. Ja, to je res, ampak tako, jaz sem še zmeraj, ampak nas mot, ker je toliko cajta vmes, ne, ker če to človek binja, se mi zdi, je veliko boljši efekt, ne, ali je ona toliko močen lik, da rečeš, haha, ona je nazaj, ali je bilo tako, kdo je že ona, pa kaj je ona počela. A je bilo kaj tega občutka, ali bolj ne? Ne, nimaš kaj spraševati, kaj je ona počela, kdo je ona, to veš. To je Okay, zapečeno. To se ne sprašuje, to se ve. In rekel sem, zapečeno, you heard what I did there. No ja, in pol je dejansko zelo cool fora, ko zakur, ne, une njihove, kaj so arki ali anki, ali sem... Arki, ja, tako, ne. Ti si je dost legitno. Je pa res, da jim ne pomaga. To je bila moja naslednja misel. Ja. Če že toliko stvari ve, lahko bi tudi rekla, lejte, to bo ful cool, ampak to je pa to. Je pa ta scena, no, pred tem, ne, dejansko dosti gledamo samo ljudi, ki gledajo, da se bojo stvari začele dogajati. No. Ne dogaja se dosti več, zdaj smo imeli 2 epizodi, ki se je veliko pogovarjali, ne. Potem pa imamo začetek tega, da gremo še enkrat reči zelo v temi, ne, ampak tako res neke šote ljudi, ki gledajo oddaljavo. No. Kaj sem bil že kar malo annoyed, ali ne se začne ali pa ne začnejo govoriti. Pač tako, ampak v bistvu je bil pol kar v redu suspens do teh gorečih. Kaj so že spet nam pozabil, kaj so arki? Če smem sam uskočiti noter, pa bo spet čudno izpadlo, da ravno govorim o vinu, ampak v prejšnji epizodi so se nalivali, ne? Tako da če malo zdaj gledajo v daljavo. Razumem, mačka, prosimo, je mačka. Ne vem, če je toliko časa minilo, ne vem, lahko da je bilo 15 minut, 20. To je to, čeprav velikanovo mleko to vse odpravi. Joj, velikan, ne, ok. Ne, to pridemo, ja. Cracking bones. Ja, no, je pa res ta scena, no, ko te vsi goreči meči ugasnejo, ne, to je tako v redu, no, ker vidiš, da so res... da nimajo šans v resnici. Vsaj tako sem jaz to dojel. Pa sem rekel, evo ga, Jorah je mrtev, to je to, rešen, prvi, eden od glavnih, ki odpade. In valjda prijaha nazaj. Sam Ghost pa ne prijaha, ne? Ja. Oziroma Ghost ne jaho, a se še kom zdel, ne vem, no, ampak delal sem malo primerjave med Helm's Deep ali pa Minas Tirith in je kar malo paralel, ne? Ja, konjenica pa pride nazaj, tam Faramir, tle Ser Jorah. To je res. Kaj sem hotel reči, no, glih s Helm's Deepom, ker mislim, da bo valjda so vsi pol nekako primerjali, ne? Kle se res vidi, da so meluni brutalen budžet, pa zdaj nočem se norca delati z te teme, pa to, no. Ampak pri Helm's Deepu 3/4 časa veš, kje je kdo in kaj se dogaja. Ne? Ja. Ker tukaj to težje rečeš. Ker ti, recimo, dotraki je še nekako razumeš, kaj se zgodi, ne? Pol pa sem jaz tako malo zgubil orientacijo, po pravici povedan. A misliš, da to bilo za nalaž? Ta kaos. Kaos, ja. Jaz sem tudi to razmišljala, ker jaz nisem vedela, kje so oni dan salit, ker zginali so tako. Ja, se to, ampak jaz ne vem, mislim, meni je en posnetek, ki meni ful dobro to pokaže, kar smo se zdaj nekako pogovarjamo, veš, kaj imaš ful postrojeno vojsko, ne? Pa na drugi strani je pa tako, pač kaos, dobesedno neki ljudje, ki hodijo. Zelo čuden, ampak hodijo in tam se to ful lepo vidne. Ampak se mi še zmerno tako čist filmarsko, bi pa lahko malo več orientacije bi bilo lahko, no. Ker tako malo se tepejo, pa malo jih napadajo, pa 3/4 cajta zgleda, da je v njih res čist preveč, pa v bistvu se kar še malo tepejo, pa tako, kot je Hanna rekla, Jan Salico, I guess malo bolj ozadi, a sta videla to tako dojela? Ali...
Ne, oni so bili pol v spredju, preden so zakurali tist. Ja, to ja, ampak čisto na začetku bitke. A ja, to pa so zadnje. Ja, tam je bilo malo hecna postavitev. No? Tiste metalne naprave so bile prve, Ja, konjenico so prvo poslali, potem so pa Unsullied, ki iz zadnjega radejo prvi. ja tam je bilo malo. Mali hec tole. Ja. Ja. Pa še ta, tam polka vsega posamično napadajo, ne, pol se valjda Jora tepe, pa Jamie se tepe, pa Brienne se tepe, ne, pa Sam pa Ed se tepeta, Ed. Ed, Ja, Whip. ja ampak je, se mi zdi, tako, glede na to, da gremo, kar reči, vsi preživijo. Sej ne vsi, no. Ampak tako, kle je bil kar dober tak fake, ka Ed umre, ne, rečeš, aha, začel se je. Ne? Ja. Pa se v bistvu ni, v resnici. ampak jokamo, ne, za Eda, valjda. Itak, ja. On je eno teh, ki bo od začetka praktično. Ne. Ja, pa tudi tako, kar Cool Commander je bil, pa kdo bo zdaj, pa ne vem, tako kar neki. On je edino stal še od unih, skoraj razen Sema, ki so bili ista prve postavke, a ne vsi tisti Glenn, pa to pa so umrli. Ja, res je, ja, to je res. Kako pa Roman, ti, kaj veš, ne, ljudje, ki slučajno ne veste, kaj Roman zna vse v življenju, ne, on se dejansko tepe s starimi meči. Kaj moram reči? Ja. Vsakič pozabim. Z meči mečujemo, sabljamo. Tako, kako dober fajt izgledajo, saj tam unika imajo približen meč v roki, kle na začetku. Lej, tema je bila, kaj ne rečem. Več ni poanta v tem, da ti vidiš, kako se dobro ali pa slabo fajtajo v takih bitkah. Mislim, ni poanta v tem. Tam, ko so bili dvoboji v Game of Thrones, tam so se zelo potrudili nekako fajtanju dati značaj. Če se spomniš Mountaina in unga reveža. Oberina. Ja, Oberina, ja. No, skratka, tukaj pa niti ni poanta, tle je pa klavnica. In tu se ne da govoriti o nekih tehnikah, pa prijemih, pa to rata pol survival battle. Ja. Tisto, kar je meni bilo, ne moram reči hecno, to ne govorimo tle o nekih zgodovinskem warfareu, to je fantasy, mislim, kam. Ja. Vse, ravno to, da dajmo konjenico prvo nekam poslati. Pol so oni, kot sem prej rekel, neki trebušeji, kar na samem. Tako, ne vem, me se je zdelo zapravljanje virov, ali pa, kako se reče, žive sile. Ja, da se je bilo preveč kanon futra, torej. Ja, lenkost. Ampak štekam pa za razgodbe. In to, kar smo prej rekli, tale straža, mogoče point v tem, da vsi grejo, ker zidu ni več, starega režima, so to spik ni več in oni so še, tako kot v zgodovini, neki templari, pač relikvije časa, ki ni več in imajo tam kaj iskati, kakorkoli cinično se to sliši. Ja, štekam, ja. To je dosti, ja, ok. No, je pa res, da so resno Sema pa pokazali kot človeka, ki se fake. On je pač fake fajta se, no, ne vem kako drugače reči. Sam je moški, postal je moški, tako kar je Randall Tarly želel, ne, pač, lej. Ja, to je res. Ja, knjižničar je, kaj ne rečem. Ja, sej, mislim, kako se pa knjižničari dobro tepejo, ne. To je to. Jaz sem bil knjižničar. Ja, to je to. Če kaj vemo o knjižničarjih, je to. Ja. Conan the Librarian. Spomnite unega filma UHF, Weird Al Yankovic, in on je imel eno kao. No, anyways. Mi je všeč, da si Weird Al Yankoviča lahko na otopelu pri Game of Thrones, to, ker sprašujem. Ponovno pa še to sceno vmes, jaz ne vem, kako je bila kronološka, no, ampak se mi jo zdi vredno omeniti, ko Bran reče, I'm gonna go now, in povarga v vrane, in potem te vrani letijo in pol vidimo par stvari skozi perspektivo teh vranov in to je to. A zdaj mislimo, da bo to imel nek vpliv v naslednjih delih, da je on tam dejansko nekaj počel, ker če ni nič počel, dobesedno ni nič počel. Kleda tako ena največjih bitk ever, on je pa sam sedel, pa ima nekaj, on je magioničar, bi temu rekel, strokovno, bi lahko kaj pomagal, ali ne.
Mislim, edin, če so vrani skenirali, a veš, Zanga, da si bo on zapomnil, a veš, da bo vse videl iz vseh zornih kotov, kaj jaz vem. Mislim, meni je tudi to. Okay. To mi je všeč, vrani so bili pol DJI droni. Zato, da so Zaprite hitro. Ja, on je v bistvu, on je Spielberg, on sam dokumentira. Ja, okay. Mislim, on je spominkal, njega ni, on mora vse vedeti, whatever. Ampak meni je bilo tudi to tako, kaj je srce izkljuvati oči, ali kaj bo zdaj naredil, pač ne vem, tako. Ampak, bilo... ja, ampak leti v bitko, ne? Ja, ampak teč ne naredi, ne? Ja, to je bilo mal weirdno, v resnici, tako, vsaj menno. Pa zdaj, pojmo naprej, kar se tiče zmajevskih bojev, ne, ki se v bistvu dosti hitro začnejo. Saj ona dva, no, prvo mal kurta te zombije, ne, tisti dosti ok izgleda, no. Kle se vidi, da pol čim je bil ogenj v igri, ki je bilo malo bolj svetlo, pa res nočem, da bo to zdaj cela, ampak je bilo res tok temno. Ja, pa še premikali so se, ne, tako da zažgeš, pa še hod nekaj časa, mislim. Ja, tako, pač to je bilo cool narejeno, meni je bilo to dosti všeč, no. Pa kle se je ful videl, mi bomo pa zdaj zmaji neki poharali, ne, tako, in se na začetku kar kaže, da bo tako v bistvu, ne. Pa še ta scena je, ko gre sta ona dva nad oblake ali nad karkoli, ti se je bil tako po mogoče najboljši CGI do zdaj, no. Ti se je bilo to klepo, ne? Ja. Ti se je bilo to klepo, jaz sem bila kar tako, ne vem. Ne, pa to tako, mislim, dejansko lepo, gremo reči v narekovajih, narisan, no, pač res, od vsega CGI-ja, ki smo ga videli v Game of Thrones, ki je bil včasih res karaboten, ne, je bilo to ena lepših stvari po moje, no, tako, saj meni. Pa je pa še ta moment bil, no, ki smo že pri zmajih, ko gre sta ona dva, njegove, pač gremo reči, number 2 ljudi, ne, se pravi ministre od Night Kinga, rekel, ne, v kabinetu, ki mislijo, zdaj bomo pa potamanili, pa oni sam reče, bolj ne, in imajo kaj, urok za kaj, ujmo. Ja, ujmo, lepa, okay, urok za ujmo, to mi je všeč, ja. To se mi zdi, je dobro bilo že v prejšnjih epizodah nekako napeljan, da zmaji glih ne funkcionirajo v tem vremenu. Ne. To mi je dosto všeč, v bistvu, da kakor so zmaji močni na bolj južno, kle te imajo nek orodje proti zmajem. Ne. To je bilo meni full fancy, no, v bistvu. Ja, predvsem je bilo tega špilanja, strani zgodbe. Gledalcu da neko upanje, pa ga pol vzame, pa ga pol spet obrne, recimo zmaj. Iz prejšnjih sezon tiste neke bitke in spopadi, kjer pride en zmaj in naredi ta krastor v 7 minutah, da je groza. Tukaj pač pride ujma, pa ni nič, ne. Ja, se je to zanimivo, da, v bistvu, da so našli nek način, kako, ne rekel skenslati zmaje, ampak jih saj omejiti, ne. Ker sicer je pač, ko se pol prijemo, ker ne, neki zmaji celo preživijo, bomo pol videli, koliko jih preživi. Ja, pač ne vem. Jaz tudi ne vem. Če tako pogledaš, če ne bi bilo takih prijemov, pa takih malih ali pa ne vem, večjih spremembic, presenečenj, a bi gledali skolj 1 uro in pol tega klanja, mislim, bi hitro rato dolg čas, ne? Ja, to je res, pa se mi zdi, so se potrudili, ne, da so kazali različne dele bitke, ne, v bistvu klem, ampak mene sam mot, ker je pač orientacija se zgubi, no, se mi zdi, da to je res problem rato, zdaj te moderne dobe, te CGI-ja in vsega, ne, včasih tako, se mi zdi, da unkaj to delo mu je jasno, ne, kam je kdo šel, pa kje kdo je, ne. Pa človek to gleda, pa tako vse kakšne scene so zdaj so te kleh je bilo prej malo več, a zdaj, jaz tudi pol tam, ki so šli, ki so začeli, gremo se lahko že malo po umiku, ne, pogovarjamo, pa kleh je bilo meni točno to, kar smo se prej pogovarjali, zdaj so bili Salid pred njimi ali za njimi in zdaj oni branijo ta umik, ampak kako, če so se, to gre meni malo na jetra, da se zgubi, no, se mi zdi, da če bi bil malo manjši scope te bitke, kar je nemogoče, mogoče bi to bilo lahko malo boljš predstavljen, no. Ne vem, vi da povejte, ali sem sam jaz tok tečen, ne vem. Mislim, da ta tema je bila tudi malo ta kontrast, a veš, ki je bila kao, ki pridejo te, ne bi bila ta dolga noč, a ne, in pa še ta ogenj se toliko bolj vidi in je posledično ta kaos še bolj tako izpade in pol pač, a veš, na konc bitke se začne danit. Ja, to je res. A ne, kada je malo tako ta malo, a ne, s
s to temo so oni prišli in potem, ko jih ni več, še pa pač nastopi nov dan in to je to. Ne? In jaz mislim, da je to malo tudi, mislim, itak je dražje, valjda delati vse na svetlem, ne? Jaz mislim, da je bo bolj ta, da tudi oni, te, ki se borijo, a ne, so malo vzgubljeni v tej temi, a veš, malo bolj je scary, ne vem, tiste scene, ki so, a veš, ki ne vem, ki se Arya skriva, pa to, ki je v bistvu ti neprijetno, ki je tako malo, kot da bi gledal, ne vem, en horror v bistvu, a ne. Resident Evil. Ja, Resident Evil, pa Silent Hill, pa to, ki so bili pač po igrci. A veš, je vsem tako malo ti da enega drugega. Če bi to dan, ne bi bilo to grozljivo, ne. Tako da, ne vem, Ja, pa doda zmedi, ne, ta gledalec je malo iritiran že počasno, kot dan že je prav, da ne veš, kaj se dogaja, lažje bi bilo videti bigger picture in pol slediš, tako pa slediš veliko malim nekim zgodbicam, eni večji bit, ko jih hočeš povezati, skrbite za onega, drugega, tretjo in ne veš, kaj se dogaja. To je tako približno kot milijon let nazaj, tista serija NYPD, mi zdi, ko je zmeraj vsak tok je kamera se malo zamajala. Češ kao, si tam, pa si, ne vem, se malo maješ in je to kao občutek, da balril, ne, no meni je ti šel na jedra. Neskončno na jedra. Jaz sem nehal gledati. Ja, okay, tako da mogoče tako. Ja, ne, meni je to cool slišati, no, da se da to tudi na ta način razumeti, da, pač, ja, da je to res zmeda in da se s tem to prikaže. No, tako da ni samo, veš, ta nek problem modernih bitk oziroma ne. Ampak tako, mi je cool slišati, no, da sem sam jaz preveč tečen, ampak mi pa tako, recimo malo mi gre na jedra, da sem pri zmajih, ki so se zmaji med sabo tepali, ne. Sem skoraj več vedel, kaj se dogaja na tleh, pa je ponovadi kontra, ponovadi na tleh je lažje nekako vedeti, kaj se dogaja, pa pri zmajih čista zmeda, ne, ampak okej. No, dej, bomo do kript prišli, no, pa kar se dogaja, kar se še od zunaj dogaja, kar je meni zelo všeč, pa mokle v tem mojem kvazi scenosledu, no, je to, da pač, ker Night King, ker se zmaji začnejo med sabo, teps, ne, je zelo cool, sploh, ko vidiš, kaj en drugega šausnejo, zelo cool. Ja. Ti si res dober, pač tudi narejen. In pa pol pač, ker Night King pade dol. Mene to nekako cool, ker to nekako kupam pol, da ni on sam dobesedno pikiral do Brena, ne, ampak se je mogel kle ustaviti, ne, pa so se mogli zmaji zruvati, ne, pa pol dejansko tudi dol zleti, ker je tako, ja, se res, on je tudi sam nek modelko, ne. Ne zdaj nek človek, ki potem lebdi zraven zmaja, neki, ne vem, pač ko, ker do zdaj je bil dost vsemogočen praktično, ne. Tako da, padek pa kaklada, ne, pač malo je, a ni tako malo tako smešen pada, ali se je to meni sam zdel? Ja, jaz mislim, da je to poanta, ker tudi tam, ko grejo čez obzidje, ne, te zombiji pač kar stopijo naprej. A ja, to je res, ja. A veš, to ni nekaj tako, nimajo tega feelinga, da se bo, ne, obranil paca, ne. Oni sam padejo, ker ni tako vajo, da jim nič nav. Njim ni treba paziti, da se bojo ubili. Ja, to je res, ja. Ja, ne, kar je meni ful dober detajl, no. Meni je to res legit detajl, tako. Meni je to, pač, mi je cool, da to peljajo do konca, zato je pri zombijih vedno tako, ne, tudi The Walking Dead, ne, to nekaj grejo, pač pade čez, fakt, pa ostane, pa gre naprej, ne. Zdaj, če smo še kleno pri teh zombijih, zakaj se oni ustavijo pred ognjem? Pač, ker se ognja bojijo po defaultu, da jih mora potem Night Kinga, veš, v bistvu spodbuditi, da naredijo te, kako gremo, samo to reči, človeške mostove, ampak pač niso. Ne, pa se so. Ja, te čevapčiči se pol naredijo, da grejo lahko česa, kaj moramo kle reči. Ampak to vam je bilo cool, da se oni pač ustavijo, pa da jih pol on šele spodbudi. Ja, je bilo malo creepy, ne? Ja. Vidiš samo cel tistih abomination, ne? Živo, ki je mrtvo, pa se še zmer premika. To je nek prastrah, ne? In na tej strani ujeti so pa da pravi živi in se mal gledajo. Je mogel biti ta moment, ne, da se mal gledajo. Ne? Sergio Leone živi še naprej. Ne, ne sem vse bilo isto tam, a veš, kaj je šla Deni po njih tam na Unmu jezeru, a veš, oni so tudi kar stali. Ja, to je res, ja. Pač in bi lahko šli že zdavni čez, če ne, a veš, tudi Hound vrgu tizga kamna in pol tako, maybe pa pojmo zdaj malo za hec, ampak, a veš,
Mislim, oni bi šli lahko, ker so tudi vsi pa so gor stali na uniskali in gledali to. Oni so se po moje zafrkavali z njih tam, in čakali, da una pride z zmajem in to je bilo to. Tako da, ne vem, jaz mislim, da je bilo to malo načrtno, zato da da malo straha v kosti, pa da se zabavajo iz neživci iz živih. Iz živih, ja. Tako bešenjaški humor. No, se pa, ki grejo pa čez, sam to, kar se še od zunaj dogaja, no, a je še kaj tazga, napreden gremo, pa gremo pa praktično že na Obsidian, pa malo kripto, no, pa jaz imam eno tako še overall vprašanje za vaju, smo še kaj pozabili, kar je od zunaj tazga. Ja, kdo pa zakur tiste, ta Obsidian, oziroma Obsidian, ta ja, seveda, Jarek? Seveda, ja, pa še Unsullied-jo, branijo, pa dobili smo, ker mislim, da je to bilo treba, ne, Valar Morghulis je nekdo rekel, ne. Ja. Saj to, ne, to mislim, da se je moglo zgoditi. Ja, pa ona tam zakur, čeprav jaz sem tam nekako mislil, da se bo Kleo ona žrtvovala, ne. Ampak je pol zelo dober prepeljan to še naprej, no. A ja, pa še to sceno imamo, no, kjer je Jon pol, nekaj malo preskakujemo, no, ampak se saj od zunaj dogaja, ko gre Jon za Night Kingom, ne, kler res izpade tako, da bosta imela nek 1-1, ne. Pa se pol pokaže, da ne bosta. Ja, to je bilo pa cool presenečenje. A ne? Tako, ja. Ne vem, Luke Skywalker in njegov ata, ampak ne, pač vidva se ne bosta tepla, ti ne. Ja. Meni je všeč, da ima Jon zmerno v teh bitkah, tako v bistvu je zmerno en model, ker se mu malo po nesreč stvari dogajajo. Nikoli ni tako, kot bi mogel biti, ne. Ja, glej, to nič ne ve, ne. Deni kar malo zgine, ni tako, jaz sem rekel, kje je ona, zakaj ne pomaga, kaj ona dela, pač tako kar nije od nekje s tistim zmajem, pač kaj tist ujma odpihne, pol kar malo tako, vidiš Jona, mislim, ki poleti zmajem za Night Kingom, ona pa kje je? Pač... Ne, ampak jaz sem pa to tako dojel, da se, a veš, to, kar se njej pa Jorahu dogaja, tam, ko mrtveci njenega zmaja napadajo, ne, jaz sem to nekako dojel, da se to istočasno dogaja. Da ni kronološko, no, tako sem jaz to dojel, v bistvu, ne, da Jon pa Un sta tam, ne, una dva sta pač, gremo reči, kilometer stran, pa se jim to dogaja, ne, tako sem jaz to doživel, no, ampak se strinjam, ja, da ona kar mal mrkne tam, no, ja. Ne vem. No, toliko orientacij, pa ne resno, no, vse to take stvari se pol zgodijo, ne, a veš. A ja, pa meni je zelo všeč, no, to, kar se Night Kinga tiče, pa evo, klevajo pa vprašam, meni je cool, da mu niso nič dali zagovoriti, pa da največ, kar dobi, je res en tak aroganten nasmeh tam pri Jonu, no, ki dvigne že spet mrtve, no. Tako, a vam je cool, da ni pol na eni točki rekel, hej, živijo, jaz sem pa ta. Jaz sem pa tudi Targaryen, nekaj več, da je bilo neka. Meni je v bistvu skoraj cool, da je on sam pač ljudka, no, v bistvu, no. Ne vem, vida povejta. Meni je cool. Ja. Ja, zelo cool in ga zelo loči od ostalih in njegov intent je jasen, je zelo straightforward in ne potrebuje človek, oziroma whatever, ne potrebuje ene besede reči. Ja, saj to, ja, da se ve, kaj je. Pa se mi zdi, da dosti logično zaključ to pot, ki so si jo zbrali, da če njega fentaš, vsi ostali pokrepajo, ne. Tako se mi zdi, glih zaradi tega to nekako kupaš, ker če bi bil pa bolj razdeljen lik, bilo pa že malo tako, no. Klepa nekako lahko, so kot borgi pač, no, me je to v bistvu všeč, no. Pa ja, pa v bistvu, kaj čejo med sabo govoriti, če na nekih drugih kanalih sporazumevajo, neke druge niti imajo, ne. Mi se moramo pogovarjati, ljudje, živi. Ja. Pa ne. In bi ga v bistvu kar malo zbanalizirali, ne. Ja, okej. To je res, ja. No, lekaj, pa se počasi premaknemo, zdaj tam na Obsidiu se večamo na ljudje tepejo, dokaj uspešno, jaz sem mogoče malo od Obsidija malo več pričakoval, ker so pač to gradovi in Obsidi, ampak pol, ker so to vidiš, da so to zombiji, v bistvu kar lepo prikažem, da jih tudi to ne bo zadržali prav dolgo, no. Tako da sem bil polkar malo tako, ja, ok, fair point. Ja, zombi Lego. Ja, zombi Lego, ja, kar reda, ja. Tako da ti je kar lepo razložen. No. Pol pa te scene v kripti, kjer, zdaj to smo vsi vedeli, to smo vsi na internetu brali, ne. Če v 2 delih pred tem delom govorijo, kripte so varne, pojmo v kripte so varne, pojmo noter, ker so kripte varne. Ne, ne bodo. Dej. Come on, no. Mislim, mrtvi ustajajo in mi gremo v kripto. Lahko bi jih ven vrgli ali nekaj ta čas, ali ne vem, nekaj. Tam
pred vrata. Jaz sem se takoj spomnil na film Roman Polanski, kaj je Bal vampirjev. Ja. Okay, ja. Pa, mislim, da Sharon Tate je bila notra. Ne? In to je to. To je v redu, Polanski, jaz sem imel vmes. Njegova bivša. Prosim, ne razdelujemo Polanskega, ker je delal dobre filme, ampak je slab človek. Škoda. Nisem pomislil. Hotel sem to reči, je pa zelo dobro to prepeljan, da v bistvu John hoče Night Kinga ubiti, Night King se obrne in reče, ne boš me, dvigne te zombije že spet, in takrat v bistvu v kripti tudi obudijo stari starki, kar je kar v redu v resnici. Da v bistvu pradetki hočejo fentati ljudi, no, to je meni okej. Imam pa to moje, valjda, in ni samo moja misel, to sem si res napisal, da lahko bi Edar doletel, sam očitno glavo rabiš, I guess. Vsaj da vidiš, kam greš. Ja, da vidiš, da lahko svojih hčerkov ubiješ, tako da ja, očitno. Ja. Valjana svojega sina imam prišla pogledat. Ja. Tam tudi ni. Se ne vemo sicer, kaj se je pa videl, se so bili vsi muficirani, tako da lahko da bo to mes. Pač. Ja, tako z glavo naročijo. To je nek ista reka, ki ga boš pol na Blu-rayu. Ja, veš, če dobro pogledaš 6. frame, če vidiš še enega modela z glavo. Headless Ned. Ja, točno to. Ja. Je pa tako, zdaj pa krovno vprašanje za vaju, ker zdaj gremo, se premaknemo v zaprte prostore, pa gremo zdaj kripto obdelati. A sta bolj fena Igre prestolov s temi spektakli, z bitkami, ali sta bolj fena, recimo, prejšnjih 2 delov, ko se je veliko pogovarjalo? Ker mislim, da se človek skoraj more malo profilirati. Se vem, da vsi bomo rekli, ja, oboje je ok, ampak tako, a veš 51% o tem, kaj govorijo, ali je 51% bitke? Ajde, prvo Hanna, pol Roman, bum. 51% bitke. A res, ali kaj? Ja. Bolj si na tej strani, ok. Zdaj vidimo, odkje je hype. Roman? Ja, bitka je meni tudi bolj ljuba, ampak vem pa, da bi bitka bila brez veze, če se prej ne bi pogovarjali. Je treba razdelati, sicer so to samo klade, ki padajo. Ne? Ja, ok, to je res. Pač, kaj pa tako vprašanje postavljaš? Pa ne, tako, jaz moram reči, da meni je pač Igra prestolov, dejansko so mi bolj kul te noži v hrbet in pogovarjanja. Sploh zato, ker meni se mi zdi, da ta drugi del, ki je pred tem, ki ga je Cogman pisal, meni je ta zelo všeč. Sploh sem ga še enkrat pogledal. Moram reči, da je bilo tako. Vse vem, da je bilo zelo v bistvu čisti fake out. Vsi so dobili, to smo se tudi pogovarjali v prejšnji epizodi glavne, vsi so dobili svojih, jaz sem 2 tedna pred upokojitvijo, moment, pa v bistvu praktično vsi preživijo. Ampak tako, zdaj, ki je bila ta bitka, je tako, kul mi je, da se je to zdaj že v 3. delu zgodilo. Da bomo že spet pogovarjanja več imeli. Hotel sem reči, zdaj pa, ker smo v kriptah, mi je pa zelo všeč bila ta scena, ko mislim, da je reče, ja, če ne bi bilo Dragon Lady, bi bilo pa vse ok, pač bi bili vsi mrtvi, ker te malo spomne, da te tenzije še vedno obstajajo, tudi v najbolj temni uri se še vedno razmišlja, kdo je kje. Pa te momenti med Tyrionom pa Sanso so pa mogoče ena boljših stvari v tej epizodi, kar se mene tiče. Zdaj pa video povejta. Mislim, jaz se kar strinjam, ti se je bilo ful, pa ko ona mu reče, da je bil najboljši, pač. Ja, od mož. Kot mož, on pa tako, dost bad, Ja, nizko postavljen. Ja, standardi, ja. Ja. Ne, sam je bilo simpatične. Mislim, to je tisto, ki te malo tako sprosti vmes, ker če ne si res tako samo klanje, samo mrtvarjenje, pač pa v bistvu, kad ti da ti malo tega tako realnosti, se mi zdi, da oni pač, kar je Sansa rekla, mi ne moramo nič narediti, mi smo v bistvu noter, smo nesposobni, pač. Ja. Zato nas ni, bodimo pač vse, kar nam preostane, ko že reče, je to, da... Kaj že reče? Ja, meni je ta line všeč, ker reče, da je najbolj pogumna stvar, ki jo lahko narediš, je, da si priznaš, da pač moramo biti kle. Ja, to. Me je to tako... Njo res bildajo kot človeka, ki se je veliko naučil in zna vse to handlati.
In jaz ne vem, kaj to za naprej pomeni, ne? Kdo bo Warden of the North, ne? Ali pa Queen of the North, ne? Morda, ne vemo. Tudi je pa tudi res, da verjetno se po vseh teh spletkah in backstabbing in vsega tega izven bitke smo se kar mal napresenetili, ne? Kako low can you go in kakšni twisti so in da ne leta, ne rasa, ne spol, ne nič, ni nek garant. Ne? Ja. Tle v bitki je pa zelo poenostavljeno. En kriterij je, ali preživiš, ali pa ne. In delaš vse, da pač bi preživel. Mislim, v originalni izvedbi, brez tistega rezanja. Zdaj, to v kripti pa je bilo pa tudi, ne vem, mogoče je bilo treba spet malo poudariti značaje ljudi. In eni ljudje bojo pod takimi smrtnimi pritiski pač pokazali najslabše, eni se bojo trudili pa pokazati najboljše. In tale en skoraj shield maiden status je kar luštno videti. Ne? Spet eno paralelo vlečem z Lordom. Ja. Ta ena močna ženska figura. In v bistvu tle imamo dve. Ne? Pač ne bom nič rekel, ker je spoiler, ampak ampak kar mi je všeč pri teh kriptah je to, da je neki build-up pa je, ne, imamo par scen prej, pa tam, ko se oni open the gates, nekaj že vidijo, da zdaj pa wow, zdaj pa res bed gor, ne. Pa ni te v bistvu klasične, potem pa nekdo prodre skozi vrata in se začne žurne, ampak pač letijo čez kripte, ne. Ta del je. Ja, mi smo tukaj, tudi ful dobro, no. Pa še tam, ko se pogledata Tyrion pa Sansa, ne, je res tako neka, kako bi rekel, nam rekel tako ljubezen, ker se mi zdi, da je to prepocen, ne, ampak tako, to so te ljudje, ki so vse to že čez dal, ne. In mi je cool, no, da imaš ta bonding moment, pa še unga Varisa pokaže, ker je pač čist presran. Ne. Je manj presran, kot bi si mislil, da bi znal. Ja, ali bila pa tema taka? Tak sem mislil, da bo vedel. A da bo laufal okol, pa se... Pa kaj pa vem, ali pa da se vsaj tresel, pa bolj za Švico. Bo končno roke pokazal. Ampak, ja. Ne, pa konc se mi je pa zdaj tako, ne vem, bolj skuliran, kot sem mislil, da bi znal biti. Ja, pa se mogoče zato, ker je to res apokalipsa, ne? Mogoče. Ja. Meni je bilo fajn, ker je tako Tyrion ni roko kušno, tako je bilo ful neko spoštovanje tist med njima, tist mi je bilo res tako, ne vem, lepo je bilo. Pa ja, pa že spet ta scena, veš, kako imajo njo res spoštujejo vsi, ne? Se mi zdi, da to kar malo buildajo, zdaj tudi v tej epizodi, ne? Da je ta nek respekt, ja, ne? Ki ga recimo Daenerys nima, ne, v bistvu. Ok, pa zdaj kripte smo. Pol imamo pa zdaj, kar se noter dogaja, je pa še Arya, ne, ki pa res hara prvo na obzidju, ne, prvo z lokom, pol z uno sulico, ki je Gendry naredil, ne, če prav razumem, je to ta weapon ali ne? Ja. Je, ne? Mislim, da je. Ja, tam res tepe. Pa začne mal bežati in pa pride v knjižnico, kjer imamo pa končno moment, zakaj se je učila skrivati, ne, več ali manj. In je, kar je bilo meni ful dobro, no, je tako, kle so pa Arjo zaokrožili, ali ste, ka ona je na začetku, je bila ona, jaz hočem biti bojevnica, jaz se hočem sabljati, ne, pa je bilo, ne, ti si ženska, to se ne bo šlo skozi, ne, umer se, pa zdaj čez celih 8 sezon, ne, se vse to nauči, da lahko dejansko pohara vse te svoje skilze uporabi, ne, skrivanja in vsega, ne, pa krika, pa poluno zabode, no, tu v brado, ne, pa vse živo, ne. Kle se res ko ful pokaže, da ona je pač, zakaj je mogla to prehoditi, kar prehodi, ne. Pol imamo pa to sceno s Houndom pa Berikom, a sta vidva to prej povezala, ne, da se to okoli Arije vrti, ki je tam, ki Hound ne more zaradi ognja nič početi, pa se Berik dere na njega, pa ne vem kva, ne. Napreden reče, to njej povej, ne, da smo vsi mrtvi, ne. A sta že prej dojela, da se bo to nekako združil, ker meni sta bila Hound pa Berik, tako kot Jaime, recimo, ne, ali pa Brienne, ali pa Sam, ne. Nisem vedel, da se bo to nekako povezala. To sta vidva tako dojela, ali je bilo pol, tako kot jaz, sem očitno neumen, ker mi bo treba to povedati, pol, olej, skupaj smo, zdaj pa skupaj bežimo, ne. Mislim, meni je ratalo jasno, da gre ta ona dva po njo, zato ker tudi Hound se je kar zbudil
nekako, ki je rekel, mislim, tudi to, kar Berek reče, in pa je on tako, wow, ja, res, zdaj, njo pa bomo rešili, pač gremo ji povedati. Ja, mislim, meni je bilo fajn, ko so pokazali tudi ta brezup. Zakaj? V čem je smisel? Dajmo se usesti na tla in ne že enkrat je konc. Vse to smo prefajtali toliko in toliko časa, pol kugle smo se ganjali in zdaj je to. Pointless. Pol mu pa pač pokaže, ja, to njej pove, da je pointless. In je to ta tak jerk up moment. Ja. Kle se res obrestuje to, da to traja že 8 sezon. Sploh če tam, ker smo spremljali Hounda pa Arijo tok cajta, to ima res neko emocionalno težo, ker se on prebudi. Take stvari se res plačajo. Kaj nisem tako v enih 2 delih prej malo, kle je res tako vidiš, ok, god damn. Ja, to je res bilo dobro. Pa jaz sem malo več prežkoval neke panike pri Houndu, ta vas ogen okrog, pa kaj je bilo res ognjeno. Ja. Pa ne vem, razen nekih tako bežnih slutenj ni dal kaj človek vedeti, da ga kaj gane to. Ali pa je bilo pretemno, pa nisem videl. Ne, jaz bolj mislim, da je to, da je on, a veš, tam, ki ga ona pusti, da je praktično mrtev, da malo se premakne on naprej od tega. Tako sem jaz to dojel. Ga pa še zmeram pač valjda ogen straši. Ampak jaz sem nekako za Hounda mislil, da on nima šans, da umre, samo zaradi tega, ker se mora ta step z bratom. Pač to se more zgoditi. Že Clegane Ball, kaj že. Ja, Clegane Ball. Točno to, to je. Če tega ne bo panika. Pa lahko nehamo gledati, če tega ne bo. Ja. Tako da ja. Pol pa tisto, kar je pa mene malo zmotil, potem, ko oni pač nekako bežijo pred temi, je nekako dobro narejen to, kar malo po hodnikih, ampak že spet malo jaz zgubo orientacijo, pa meni tako Beric 2krat zgleda, že kada je mrtev, pa je pa v naslednjem trenutku je pa že spet živ, tako, to mi je šlo tok nejetr, z nekaj, ale Beric umre, gade, naslednja scena, ne, še zmeraj laufa, cool je, in pa že spet, ale, že spet so ga čisto ga zabredali, ale, že spet je cool, vmes ga že zabodejo, že malo je bila una scena, ka Arija, 1 sezono ali 2 nazaj, ki misliš, da je mrtva, ki jo zabodejo, ti bi mogla biti pa mrtva, pa pol preživino. Tako, to me je malo zmotil, tako se mi zdi, da je bila dosti bolj narejen, pa v nekih hodnikih mogoče ni treba, da se to orientacija zgublja že spet, ne vem, kaj pravta. Meni je bilo to tako malo, da je to, kar je Melisandra rekla pola, da ne bi ga Lord of Light, veš, za to držal pri življenju. Jaz mislim, da je to tudi. Okay. Ne to, da ga je skozi obujil, ampak ga je tako, kot da še malo do zadnjega trenutka, okay. Do zadnjih vrat, maybe držal pri življenju, zato da pol dokončno umre tam, v miru. Kaj treba. Maybe. Ja, kaj treba. Da je pač do konca tiska se postavil v hodniku, pa da tako. Roke. Ja, ki blokira. Jaz mislim, da je to bilo malo tega. Okay, ne, se strinjam, ampak se mi zdi, da se tudi to da boljš posnet. Veš kaj mislim, da je lahko manj zmede. Sam to mislim. Je pa zelo tak, simbolika je pa nora, kada roke. Ne. Mislim, to je. Če pa unkakle ni Inrija videl noter, ne vem. Še enkrat to šolo, ali jaz ne vem kva. Inri. Tako da, je bilo res, to ni prva žoga, to je offside, veš. Res, ja. Zdaj veš, kaj Inri povem. Ja, smo imeli, ne bom se lomil, okay, ne bom, ampak ja, to smo že enkrat obdelali. Pač, hvala za lekcijo, unike ne veste, najte to v enih glavah ali podrobnosti, pitaj Boga, kje smo se to pogovarjali. Oziroma, pitaj Inrija, v glavnem naprej. Polno pa eno zelo fajn sceno, Melisandre, pa Hound, pa Arja, tam, ka Beric umre, je pa ta res, pač res huda, kjer se reč ta že spet zaokroža Arja, ker Melisandre reče, kaj rečemo, smrti, not today. To pa mislim, da je, to mi je pa moja draga, mi je screenshot naredila, bom prav, da ne bom kaj narobe rekel, je bil pa Sirijo, Forel,
What do we say to the god of death, ne? Not today. To je pa res en tak dober callback. Ne? Pa že prej smo imeli enega with the pointy end, kot da Dagger Sansi. Ja, to je bilo dobro. Ja, ti se tudi kul, no? Ampak... seveda, in potem tisto, kar je pa mene, ker sem pa jaz čist pozabil, to sem pa mogel iti googlati. A vidva sta vedela to z očmi, sta se spomnila tega? Ne? Ker Melisandre reče, ne, da Ne spomnim se citata. modre oči pa to, ne. Ja, ker ona je to enkrat napovedala, ne, I see darkness in you, and in that darkness I stare back at me, brown eyes, blue eyes, green eyes, ne. Eyes you'll shut forever, ne. In potem imaš v bistvu tako, da je Brown Eyes je Walder Frey, Blue Eyes je Night King, to pol zvemo, še enkrat spoiler. Zdaj pa kdo ima zelene oči? Cersei. Tako je. Tako da bomo videli. Je pa res, in že spet vprašanje za vaju, ne. Arya je v bistvu že veliko naredila. Če ima zelene oči Cersei, ne, ali Arya preživi? A to upate reči? Vem, da sta dala že napovedi, lahko jih na koncu predelamo, ne, ampak Arya pride čez vse tole, čez te 3 dele, ki še prihajajo. More. To pa je odgovor. Okay. Vse ima, ne, da brez lahko. Je favorit. Ja. To mislim. Navijamo za. Ja, okay. Ja, zdaj ne navijam več nič. To je tist mal. Jinxam se skupaj. Ja, karkoli rečeš, ne. Ja. Živijo Edar. Ok, pol pa seveda Arya začne laufati nekam, do tega pridemo, ne. Pol bi se pa jaz še malo na dvorišču ustavil, ne, kjer dobimo pa mogoče najboljšo smrt, to si jaz upam reči, ne. Mala Angela Merkel, ne. Ja. In pa gigant Liana, ne, Mormont, tisti je pa dober, a je dober, sam to bomo vprašali. Ja. Pa jaz sem cvilila, ker tam zabriše in pol začnejo kosti pokati in jaz pa... Pa ne njene, ne Angele Merkel. Ja. Ti si res proper, ne vem, pa moram reči, da od vse teme in CGI-ja je v bistvu gigant meni dosta ok izgledal, no. Je pa res, da sem vmes dal lete dol, to moram pa priznati. Tako da, gigant kar ok izgledal, no. Ta cela scena je bila tako. Mislim, tako mu rekel, tako je bila ta scena z gigantom narejena, kako se tle noter tepe, ne, pa še malo je tega aluzije na zadnje, ki so prišli tam čez zid, ne, ki jih z wildlingi sprejmejo, ne, ki malo polom, ne, gigant. Se mi zdi tako, tle je bilo dobro posnet, točno si vedel, kva se dogaja, kje je ona, kje odri, nekaj pride nazaj, no. Až tako se da to narediti, no. Se da tudi brez zmede te stvari prikazati, se mi zdi, no. Ampak ja, tam, pa kosti pokajo, pa kar mal, wow. Ja. Wow. Ja. Škrip se temu reče, strokovno se mi zdi. Pol se pa začne ta scena, ki so pa, ne vem, so to prvič naredila, ne, ker se nek klavir začne igrati, res ne vem kva. Veste, da so že a niso dal klavir že nekje enkrat? Sam ne tok cajta, ne, ko vse To je res, kaže ja. nekak, ne. Vidiš Tormunda, vidiš Jamija, vidiš Brienne, ne. Vmes imamo še Denija pa Jora, ne, ki se tepe. Denija si rekel. Deni, sorry. Sorry, pa lahko naredil. Denijeve zvezde. Ja. Denijeve zvezde. Okay. Ja, lej, Deni pa Jora, to je en sitcom iz leta 75. Ampak ne, pač mal preskakuje med njimi, ne, da vidiš, kva se dogaja. Vsi izgledajo več ali manj pogubljeni, ne, kar je poanta. V bistvu. Ampak kako se je vama ta montaža zdela tako? Kot setup za zadnjo sceno. Mislim, meni je bilo full fine, sploh ta muska itak Javadi, ne vem, jaz sem bila čist, res adijo. Jaz sem že zdaj adijo, po moje. Pa bom še enkrat gledati, kako nehamo to snimati, po moje. Res, ne vem. Ja, on to zna delati, no. Gremo, Javadi ve, kaj dela. Kaj ti, Roman, kot je bilo ta slow-mo setup? Zelo doživel sem tako, da pač od tu naprej, če komu ni bilo jasno, od tu naprej se usode odvijajo tako, kot se morajo. Zdaj se pa umir, pa glej, kako se bo to zgodilo. Samo ne blinkant, evo, upočasnimo ti,
cel paket dobiš, glasba, svetlo rata, vidiš vse, zdaj pa glej. Ja. In don't miss a thing. In ne vem, no, pač žal mi je, spet bom omenil Lord of the Rings, vse tam tudi vidimo take podobne prijeme, ne? Da res nekako doživimo, ne vem, je pravi izraz, če rečem, veličino momenta, ker v tem upočasnjenem delu se dogajajo res korenite stvari, ne? Res hude, nič ni zastonj, nič ni meaningless ali pa, mislim, meaningless, to se tako sliši, ne? Ampak tam, ko je, ne vem, koljačina na obzidju, pač veš, da je koljačina in tam leti levo in desno in stotine in tisoči padajo, ne? In spet ustajajo, whatever. Ampak tam v tistem počasnem delu pa ne. Tam je vsak dih, vsak pogled, vsak, ne vem, beseda. Skratka, zelo tako se posveti bralcu in ga napne. Tako, za živce te prime in začne vleči. Ne. Moram reči, da je zelo tako, brezup je kar dobro prikazan, no. Kakorkoli se to sliši, da je pač, tle vidiš, da nič ne gre, prav se pa nekako bilda na to, da se bo zdaj to razrešilo, ne. Tudi, ker se tako vsi branijo, ne vem, pač, ko hoče John priti do Brena, pa zmaj tam, a ne, ki še vedno, mislim, tisti ledeni zmaj, ne vemo, kaj on je, pač bil mrtvi ledeni, kaj on bruha, ne, že on kar tam tisti, on še vedno tam noter po gradu bruha tisti ogenj, pa je ta scena, pa ki je tam Tion, ki je v bistvu, ki je zadnja puščica, pač tako kar, ne vem, tako malo plava se mi zdi med temi scenami, pa spet je ta kamera, ki sledi, a ne, ki tudi recimo Johnu spet sledi, tako, ki je v tisti War of the Bastards, ki je isto, ki gre tako malo za njim, ki si kar si v tistem dogajanju, ampak se, kakor je pač Roman rekel, upočasni se, a ne, to je, zate se upočasni, zato da začneš dokazati, da pridemo do te finalne točke, a ne, tako da, to. Ja, pa že spet ful dobro zmontiran, pa muzika, tako kot si rekla. No. Ampak tako, se mi zdi, ko vidiš te stvari, to je bilo zame tudi eno od vrhuncev, v bistvu, ko vidiš te stvari, vidiš, da bi vse bi mogli biti tako. No. Mislim, ne da bi mogli biti vse počas, pa to, ampak vse bi mogli biti tako dober. Tam, ki mogoče malo zašepajo. Ne. Pa tista zadnja puščica, ti si res repsko, no. Ti si prav dober. No. Pa še klele, zdaj sem pozabil, no, da od pižamca še en note, no. Da mogoče malo več spopadov v kripti, no. Vsaj kakšne pol minute, kar se mi zdi kar dobro. Pa to zdaj citiram, sem tako, pustite vendar Tyrionu, da reši koga. Tako da no, se mi zdi, da mogoče bi tam lahko malo več pokazal, ampak se mi zdi, da una tesnoba tam noter je bila kar v redu, spedenana, ne. Naš pol pridemo pa v bistvu do Brena, ki sedi še vedno, da ima vse to. To moramo vedeti, Bren sedi, ne, način je tam. Theon pač, ne, smo videli zadnja puščica, ne. Potem se pa zgodi ta moment, ki se mi pa zdi, da ko bom to enkrat, ne, že spet po binge-watchal, ko mu reče, you're a good man, ne, se bom jokal, ne. Že klej sem bil zelo na meji, to čist priznam, ne. Ampak ker je toliko vmes, mogoče to ne zadane toliko močno, ne. Ampak to je pa ena lepših stvari, tudi ki se je zgodila. No. Je bil ta, saj menno, video povejta, da sem sam jaz tak sentimentalc. Ne, sem isto, zato se cmiham, tudi ker so tako lepe scene skozi, ne zato, ker bi mi bilo full bad za koga, ampak ker je pač vse skrb tako lepo, ne vem, package je tak in polje začnem solze curit, ker je pač, moj bog, pač Tion, pa tis kako zmaji, pa kar vse, ne vem. Tako da meni je bilo isto to tako, zdaj je to konc Tiona, pač to je to pismo, škoda. Nihče ni pozabil, kar je Poba naredil, ne? In so bile grozne stvari in je marsikaj zafrknil in tankar obrnil v napačno smer in verjetno se on tudi zaveda, mislim, gotov se zaveda, se tudi zato je tam ob Brenu na nekako najbolj izpostavljeni poziciji in z omejenim številom puščic in vsega. In potem na koncu te besede mislim, da so nekako, ne vem, če se spet vrnem v eno drugo podobo, ki smo jo danes že omenili,
je nekako kar odrešilno zanj, ne? Da je tudi sam čakal to in je dobil potrditev, da je naredil v redu in da je zdaj ok. In potem tisto njegovo zadnje dejanje, ne vem, ni verjetno pričakoval, da bo tam prihajajočemu kralju kaj naredil. Ne? Ja. Ampak je dal pa vse od sebe in je s tem naredil vse 100% v svoji kapaciteti, kar je lahko, in je bilo to. Jaz bi se v bistvu kar mal, bi mi pet udaril, če bi tudi on pol ratal zombi. Ne? Ja. Ne bi ratalo tako bad karma think, ne? Da pač boš dal še en krog skozi, ker ni še nirvane. Ne, pa dobro si to rekel, pa če res je to, da on dobi odrešitev in zato lahko umre. Tako sem jaz to pač dojel, veš, da je v bistvu vse si prav naredil, tako kot si rekel, ful se je potrudil, tudi rečemo, zdaj si pa doma prej, ne, tako se mi zdi, on je tudi tako, kot Arja nekako prišel, je zaključil ta svoj krok, ne, sam da Arja preživi, on pa pač ne, pa tudi meni bo ta njegov laufanje, pa moramo meniti še igro njegovo, on je meni tak super igralec, pa kle tudi se mi zdi, da kar vzame Oskarja v tej epizodi, kar se mene tiče, res dobro odfura to, Je dobil sploh že kakšno nagrado on za ta svoj, mislim, nasplošno čez vseh 8 sezon? Mislim, jaz bom tako rekel, valjda jo je, ker če jo ni, nočem tega vedeti. Ne, ker je on meni res, mislim, tudi kle to dobro to proda. Se mi zdi, da ene par teh scen je pa mogoče Tyrion pa Sansa, ne, tam, ki se skrivata za kripto pa to, ne, ker so res take, ker tako nekako pozabiš, da gledaš nadaljevanke. Tako, res je, eni te ljudje znajo igrati, kle ni debate, ne. Tako da, on pa laufa, Night King ga prebode, potem pa Night King gre proti Brenu, ki demo, ne vem, če smo že omenili, samo sedi. Jaz sem čakal, kdaj boš rekel, da je sparkiral. Samo to Veš, sitting in a tree, under a tree. Mislim, da je in a tree, Red is sitting in a tree. Prije do njega se mal pogledata, ne, in je že spet zelo, ta aroganca Night Kinga mi je v bistvu kar všeč. Potem pa že spet en akcijski prizor, ki mislim, da je zelo dober in posnet in narejen, ne. Kar naenkrat uleti Arja, skoči. Prihajajoči veter. Tako. Jo Night King ujame, kar se mi zdi dosti super, da ni kar iz prve, in potem valjda ima nek move. In ta move je iz leve roke v desno roko vržeš. Kaj Brienne, ista fora. Je tako, yes! Roman, je to nek uraden move ali je to sam? Uraden, mislim, imamo v virih, okay. In ravno zato to dela, ker je tako dobro narejen. Ampak tisto, kar je meni bilo zelo estetsko, ali me je pa sem spomnil na tisto obdobje kitajskih filmov, tale House of Flying Daggers. Taka estetika, ki sledi smrt. Ne? In ta veter, ki se mal dvigne, ta čistko sapica, ki je prihajajoča smrt, in to je Arja. Ne? Ampak, čeprav je napadla od zadaj kot tigrica, tigri napadajo od zadaj. Okay. Hvala za to informacijo. Se gospod... Poučevanja. To je lahko naslov, tigri napadajo od zadaj. Evo, imamo še Discovery Channel, mogoče novi sponsor. Ne, ampak to je bilo tisto, ni bil, kot si prej rekel, imminent death. Ni bilo tisto napad in je to. Ja. Tip je še zmeri se kar konkretno in legitimno obrano, vendar. Heart made of glass, ali kako se že reče. Ja, pa jaz bi pol valjda, ko ga zabode, se on razblini, pa mi je pa zelo všeč, kako je narejen, kako v bistvu tudi vsi propadajo, A veš, ni nekih teh cheesy scen, kjer se vsi malo ustavijo, pa malo skapadejo, pa to, ampak je tako prav razblinijo se. Jaz sem že to videl prej. Sem izgovoril. Redo, mislim. Sorry. Vem, lahko Petra Jacksona pokličemo na koncu, ampak hočem samo reči, res mi je, dobro mi je narejen to, všeč, od vseh teh tropov, ki se ubiješ generala, vsi
nehajo, ne, se mi zdi, da je v Igri prestolov to najbolj bilo prepeljan do tega momenta. Ker se to že prejšnje sezone nakazuje, veš, da je samo on, pa tako je prej Hana omenila, ne, tam, ko jim uidejo s čovni. Ne. Tako nekako vidiš, da on je ki ga je treba in da se bo večno na vse nehal. To mi je zelo dobro prepeljan notrno, saj meni, tako se mi zdi, da se se res zaključa. Tako da, kaj imamo še pol? Ja, pa ta ena končna množica hribi, gore, tistih trupel, ki so se prej premikala, pa so pa sem skup padle in so te ene, ne vem, kune fotke iz prve svetovne, veš, one gore. Mal že kar niso več cela, malih manjka, lukne se skozi vidijo. Mislim, skratka, tak zelo odvratje spodbudi, ne? Tak je bil prvi impuls, da ti spol, potem se že mal tam nekje danit začne, ne? In ves ta pejzaž smrti je res tak en aftertaste pusti, ne? Ja, pa še imamo ta zaključno sceno, ne, z Melisandre, pa to smo prej pozabili omeniti, pa je bilo meni tudi ful dobro, ki jo davo svitne, pa mu reče, lej, se cool. Sam še danes sem živa. Ja, kao, do zore bom vrla. Do zore bom vrla, čau, pa on reče, ok, fair point. Ne, ampak je ta scena je cool, ko da tisto grlico dol in pač sam gre v sneg in propade. Ne. Ja, pač izpari, dejansko. Ja, to je dobra beseda. To je dobro. Je pa, klej bi pa zdaj še sam pižamca na konc noter propelo, da gospodar luči, ne, in Melisandro in Berika ne ohranjajo živo, ne, ohranjajo oba dva živa, da sta pomagala Ariji, ne, pa kaj to pomeni pol za sedmere, a ne. A lahko oni obstajajo sočasno, ne, z gospodarjem luči, ker on je očitno res faktor. Ne. Zdaj vemo to. Goreli so meči, ne, če naš drugega, več njih, ne. Ampak tako, kaj to res pomeni za te The Old Gods, ne, ker to je resmo v knjigi kar poudarjena zadeva, ne. Pa tudi Bran je v bistvu v Godswoodu, ne, on je v bistvu po tej struji, ne, on ne vem, koliko ima veze z Lord of Lightom, ne. Mene je to v bistvu tudi, to, ki je Pižanskle izpostavil, mene to tudi ful zanima, no, tako, da se več bogov med sabo še mal konkurira, no. Mislim, a ni to tako, da v bistvu vse je povezan z tem bogom smrti, a ne, od tega, ki je pač Arja prišla, da je v bistvu neko mnogoboštvo oziroma iz vseh teh verstev, kakor so sedmeri, a ne, pa ta, kaj je Raur, ta rdeči bog, pa te stari bogovi, pa še tisti vsi ostali, ki so, a ne, da v bistvu vsi te, vsa ta verstva vsebujejo smrt in ta bog smrti v bistvu vse povezuje. A ni tako nekako? Ja, to je res, ne, ampak še zmeraj se mi zdi, da tako nekako, a veš, ta sedmeri so bili ta glavna religija, no. A veš, ko kraljestva kot tazga, ne, pa v bistvu rešuje jih pa Lord of Light, ne. Pust pa, pa ima še bog smrti, ki je, ja, itak, ampak to mislim, da je bolj, jaz sem to zmeraj tako dojel, kot smrt je pač končna, ne. Pa da ima pač on zadnjo besedo, jaz sem to zmeraj tako nekako dojem. Ampak ja, tudi fair point v bistvu, ja. Mislim, ka mogoče, to liho, če sem razmišljala to, a ne, kaj v bistvu, po mojem so sedmeri bolj kot neko, mislim, fake božanstvo, a ne, skje je to prišlo, a je prišlo od Andalov, iz kje je prišlo to sedmerje? Ja, v bistvu, ja, se to, ker mene tudi to pol zmeram, pa imaš sedmere, imaš Old Gods, ki je on ki je Bran v temu gozdu, ne, oziroma pri drevesu, gremo tako reči, pa imaš že Lord of Light, zdaj, ki se me ti spomnila še na unga od smrti, ne, veliko jih je, gremo sem tako reči. Ja, ampak so še, a veš, ja, se to, ampak ene smo videli, da nekaj dela, ampak ta bog smrti, a veš, v bistvu tudi nekaj dela, ampak on jih vse povezuje, če se spomnite tam v uni sobi. Okay. A veš, so tam tiste, pač ne vem, kar neki kipi od vseh bogov in so vsi te vmes. To je res, okay. Ja. Čisti hiši črno-belih vrat, kaj že. Mal smo je prepričala v resnici. Okay. Okay. Roman, kakšna misel? Jaz sem tle teološko zelo šibek. Okay. Mal se zgubljam med vsemi njimi. Tim pol razložil, kaj Inri pomeni, ni panika. Ti smo še kak gre, ne? Pol tule. Ja, okay. Ok, je pa res, da me Berik zmeri na Odina spominju. Ja, ok. Mojih
2 centa. Ne, mi je pa dobro, v bistvu tako, jaz sem pa pri Beriku razmišljal, no, samo to, da še kle zaključimo, pa gremo na zaključne misli, se temu reče. Berik mi je bil tako zelo fascinantno, kako je bil v seriji speljan, ker se ga ni dost kazal, v bistvu, ne. On je bil zelo tako en tak lik, veš, od vseh, ki se jih je spremljal, njega se ni ful spremljal, no. In tako, zdaj, ko so umrli, to sam na to hočem napeljati, ne. Theon je v bistvu edini glaven lik, ki umre, ne. Polnamo Jora, ok, on umre, tudi umre ful dobro smrt, ne, brani Denija, ne, brani. Ampak tako se mi zdi, da ona dva sta nekako ta glavna, pa imamo pa ok, Eda, ok, a ne, pa mlada Angela Merkel, ne, ampak to so vsi tako, so že na obrobju, a ne. Pa Ghost? Ghost, jaz mislim, da je živ. Jaz mislim, da je živ, na eni točki bo ne vem, jaz mislim, da je živ. No. Kaj pa Zmaj, kaj pa Regar, ali kaj že, Regar, ja. Ja, baje, da sta dva živa, ne. Please. Baje sta dva živa. Zdaj, tako, to internet pravi, baje, da je tudi se jih vidi v trailerju za naslednjo epizodo, ki ga jaz za nalaž nisem gledal. Jaz sem ga, ampak tam je pač Zmaj, jaz nisem funkcionirala, ker je bil pač po epizodi. Ja, tako da jaz mislim, da sta dva in jaz tudi mislim, da je to v redu, ker mogoče imamo lahko še boj med dvema zmajama. Tako da we shall see, se temu reče. Zdaj pa končno vprašanje, ne? To, kar sem tudi napisal v te naše skupne zapiske. A vam je kul, da se je ta bitka že zdaj zgodila, ne? In tako, ko smo se s Taretom pogovarjali v bistvu v 113 glavah, ne? Ki je on rekel, če bo to spet to, da ljudje smo prave pošasti, jaz sem pa mal za to na reviju Pižams tudi lahko potrdim, ker mi je to prva stvar, ki mi jo je v mail napisal, ne? Jaz sem v bistvu zelo vesel, da se je to že zdaj razrešilo in da zdaj bomo imeli pa Igro prestolov za Iron Throne, ne? Kako se vama, ajde, prvo Hana, pa Roman, ajde. Mislim, meni se je to zdelo, ne, da zdaj bo pač, če jih ne bo Night King vse poklal, se bo pa pol med sabo vsi poklali. Mislim, nekako tako, ker Cersei ima čist preveč nasmeška tam, čist preveč je zadovoljna v trailerju, sem to, da veš, fuljajo v trailerju. Pa naš najljubši Greyjoy, številka 2, in tudi je tam malo, tako je malo, ne vem, če sem zaznala, ampak mislim, da je malo potrebučko po Boža, lahko da lažem. Okay. Ja, ne vem. Tako, pa mislim, ona je ful zadovoljna, pa v neki rdeči obleki je taka spet cela krasna in tako, ne vem. Jaz mislim, da bo še kar jih par pocrkali. Roman? Ja, meni je pa kul, da so to približali tako v 3. epizodo, da se je na severu nekaj zgodilo in potem zdaj je očitno, kam se teater seli, v svetlejše kraje, toplejše kraje, kolikor je še tega. Ampak, ne vem, po drugi strani pa mi en mali alarmič nekje pravi, da ok, Night King je šel, ampak je mal veliko praznino pustil za sabo. Vseeno se je bildala ta nevarnost, ta groza je prihajala, ne sam racionalna nevarnost, ampak tudi dejansko groza, ne? Pred mrtvimi, pred tisto, da lahko ustane, da, ne vem, na drugi strani lahko srečaš nekoga, ki ga poznal 3 mesece nazaj, ne? Kar je nekako najbolj grozna stvar. No in a je res vse to kar zginilo, ne vem, ne rečem, da se bojo kocke ledu spet sestavile, ampak eno luknjo bi mi pustilo tu. Ja, jaz mislim, da morajo malo nakazati, da se to lahko še ponovi nekako. Mislim, tako bi tudi jaz pričakoval, da je to nek cikl, ki so se itak non-stop ponavljajo te stvari, ne, načeloma. Ker ne, če ne Night's Watcha ne bi bilo, če ne bi vedeli, kaj je gor. Ne. Ampak mislim bolj na krajše proge, ne, še v tem vikendu ali pa tednu. Okay, zdaj pa za konc, to sem se nalaž za konc, valjda smo vsem težili, tudi vidva sta napovedala, kdo naj bi preživel in kdo naj bi umrl, ne. In Roman je imel Tarlija, ne, da pač preživi, ne, in je. In Hana je imela, se pravi, Drogon, Regal in Ghost in Tormund, ne. Ja, pa živali, ne? Ja, pa vsi preživijo, pa Brienne preživi, ker se rekla, da mogoče umrla, če živa. Tako da se mi zdi, toliko so nas hajpali, kdo bo umrl, da bo je da Sopranos, who gets whacked, ne. Pa na koncu umrejo v bistvu 4, 2 skoraj glavna, pa 2 res ne glavna, več ali manj. No. Tako da to je bil kar fake out, ful dober. In tako mislim, da smo prišli do konca te
3. epizode 8. sezone. Ima kdo še kaj za reči, napreden gremo na admin? Kul je bilo. Hvala. Ful je bilo, fajn je bilo, ful je bilo dobro, jaz grem še enkrat gledati zdaj. To je to. Jaz grem domov. Hvala. Hana, kje te ljudje lahko najdejo na internetu? Kot Hana Stupica na Instagramu, isto na Twitterju in isto na Facebooku. Odlično. Roman, kje pa tebe lahko najdejo ljudje na internetu? Na Twitterju sem Kunst AAD, na Instagramu sem Roman Vucajnk. Odlično. Pa pejte pogledat, kaj Hema, ne? To vedno moram reči, pa zmeraj pozabim, kakšen je. Page povej, da ga ljudje pogledati. aad.si. Evo ga, zmenen. Jaz sem več ali manj posod Anzeta. Naslednji teden bo že spet pižam, s čem bom pustil. Ne? To je pač moja. Še enkrat ful hvala vsem, ki poslušate, pa unika podpirate. Res iber hvala. Če bi pa to radi naredili, pejte na podpri.si, pa tam lahko poklikate. Pa dajte še kakšno oceno tudi glavam v Apple Podcast. Zdaj pa prosim, če rečete adijo, ampak bomo šli po vrstnem redu in bom najprej jaz rekel adijo, potem bo pa Hana rekla Adijo. in zdaj bo Roman rekel Adijo. to je to, čau.